Lepa pisava je že od nekdaj merilo kulture vsakega posameznika, zato so v občini Slovenske Konjice v letu 2005 prvič organizirali festival lepopisja, ki želi otroke v času računalništva in sodobnih tehnologij spodbuditi k samostojno, na roke lepo spisanemu izdelku z osebno noto in sporočilno vrednostjo. Festival je kmalu svoj dom našel med zidovi Žičke Kartuzije, kjer so pred stoletji nastajali znameniti žički rokopisi in tam domuje še danes. Namenjen je osnovnošolskim otrokom. Sčasoma je prerasel lokalne meje in vsako leto se za sodelovanje na festivalu odloča več osnovnih šol iz vse Slovenije. Tradicionalni že 11. festival lepopisja, ki ga je prvi zasnoval domačin Stanko Kračun ob podpori lokalne skupnosti, je letos ponovno dosegel svoj namen, kar vsekakor je spodbuditi mlado generacijo, da bodo z veseljem vzele v roke pisalo in samostojno napisale izdelek z osebno noto in sporočilno vrednostjo. Festival si uspešno utira svojo pot naprej in iz leta v leto k sodelovanju privablja vedno več udeležencev, letošnje leto celo iz Dramelj, Šoštanja, Velenja, Jerneja, Loč in seveda Slovenskih Konjic in okolice. K besedi vabim Tjašo Kangler, koordinatorko festivala, vodjo Tica Slovenske Konjice. Prosim za besedo. Spoštovane lepopiske, spoštovani lepopisci, mentorji in mentorice, spoštovani gostje. Pisava je že od nekdaj merilo kulture vsakega posameznika oziroma posameznice. V tem času računalništva, razvoja visokih tehnologij na to čisto prevečkrat pozabljamo. Sporočila pišemo v naglici, pošiljnice pošiljamo v elektronski obliki, ljubezenske izpovedi po SMS sporočilih. Premalokrat si zares vzamemo čas za sočloveka in mu namenimo tisto iskreno misel, besedo, kaj šele z roko napisano sporočilo, ki ostane. Torej je pravzaprav jasno, kakšen je namen našega festivala. Spodbuditi mlade, da bodo z veseljem čim večkrat vzeli v roke pisalo in spisali izdelek s tisto osebno noto in sporočilno vrednostjo, v katerega bodo tudi vložili del sebe, svojih misli, svoje ustvarjalnosti. Lani je naš festival praznoval 10. obletnico in vsa ta leta so bile vsebine lepopisov povezane z ekologijo. Z letošnjim 11. pa, kot smo že slišali, ponovno praznujemo skupaj torej dneve evropske kulturne dediščine in 850-letnico Žičke Kartuzije, naše tihe lepotice, na katero smo vsi tako zelo ponosni. In tokratne vsebine, kot smo slišali, so povezane prav z njo, ki je tako močno zaznamovala našo lokalno, prav tako pa tudi slovensko in evropsko zgodovino. In kot smo slišali, tudi res izjemno smo ponosni, da je končno dobila tudi status spomenika državnega pomena, kakršen ji tudi pritiče, glede na vse, kar je dala skozi čez ta stoletja. Prav je, da smo se ji poklonili tudi z našim festivalom, ne nazadnje tukaj doma. Sicer pa še vedno ostaja tesno povezan z ekologijo, kar boste spoznali po tem uradnem delu, ob sproščenem druženju pod oboki, kamor vas že sedaj prijazno vabim. In gre za temo seveda ekologijo, ki nam kot izziv v človeštvu sledi na čisto vsakem koraku. Z aktivnostmi festivala želimo tako na nek način spodbuditi celostno razmišljanje o tem, kako ohraniti naš planet in našo vrsto. Hvala čisto vsem, ki ste festival vzeli za svojega, mentorjem, lepopiscem, ostalim posameznikom in organizacijam, ki nas podpirate in nam vsako leto pomagate oblikovati lepopisno, nepozaben dogodek in prav tako neprecenljiv nabor izdelkov, ki jih hranimo v domoznanskem oddelku naše konjiške knjižnice in z njimi na nek način pišemo kažipot generacija. Hvala vsem in iskrene čestitke že sedaj letošnjim nagrajencem. Na zaključni slovesni prireditvi v petek 25. septembra ob 16. uri so podelili priznanja najlepopisom. Letos so prejeli kar 64 lepopisov iz okoliških osnovnih šol. Nagrade pa so razdelili v 3 skupine, in sicer učenci 1., 2. in 3. triade. Na prireditvi so nastopili še učenci glasbene šole Slovenske Konjice in učenke osnovne šole Špitalič.
črke A, B, C, D, E. V šolskem zvezku se vrsti. Me povedati ni sram, zdaj še črk vseh ne poznam. Ko za zadnjo črko zvem, vam po vrsti jih povem. Črka je zapisan glas po vsem svetu in pri nas. V črkah vsi pomeni spijo, s glasom pa spregovorijo. Glas je glasen in kriči, črka tiho in molči. Črke cele abecede, so druga drugih so sosede. Misova se ulovijo, zavedno veselijo, držijo. Glas tako tiho je to. Saj ni res razlaga Peter, trak ujame ga magnetni in prenese v daljni kraj in od tam spet k nam nazaj. Pri sami pripravi dogodka so sodelovali člani Literarnega društva Gnezdo in Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice. Za udeležence zaključne prireditve so pripravili poučne ustvarjalne delavnice lepopisja, bogat spremljevalni kulturni program, sprehod skozi kartuzijo, ekokviz z bogatimi nagradami in družabno srečanje s pokušino ekoloških živil.